Prisežem, da se bom umirila. Zdravo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Bom danes delala moj prvi tech review in sicer Huawei Color Band A1. Ne vem, kako se izgovori, eni reče Huawei, eni reče Huawei, eni reče Huawei. Če vas to zanima, nadaljujte z gledanjem. Torej, Huawei Color Band A1 je zapestnica in ne ura, kar dosti ljudi kar predvideva, ko vidijo to. Color Band A1 je torej zapestnica, ki spremlja športne aktivnosti, kvaliteto spanca in pa jakost UV žarkov. V bistvu je namenjena za vse, ki si želite spremljati vašo aktivnost čez dan, vaše spanje in pa UV žarke. Kako v bistvu to sploh deluje, kar verjetno dosti vas zanima. Preko Bluetootha se lahko poveže z mobilnimi napravami oziroma z napravami, ki imajo Bluetooth. Poveže se lahko z tako Androidi, logično, ker je od Huawei-a, ki uporablja operacijski sistem Android, in pa tudi z iOS mobilnimi napravami, kot je moj telefon iPhone trenutno in ga uporabljam, kar me je ful razveselilo, ker me je bilo prav strah, da to ne bo možno, ampak je. Aplikacija se imenuje Color Band A1 in jo samo vtipkaš v trgovino, kjer lahko to kupiš, torej App Store, Google Play, ali kak je že. In je zastonj. So, don't you worry. Ena izmed verjetno najbolj pomembnih stvari pri tem je, kako dolgo zdrži baterija. Meni osebno je baterija zdržala, mislim, da več kot 10 dni. Nisem čisto ziher, ker sem pozabila dejansko štet, ampak koliko se jaz spomnim, je bilo okoli 10 dni, ker to uro zdaj uporabljam, mislim, to zapestnico, pardon, uporabljam zdaj že kakšna 2 do 3 tedne. In sem do zdaj polnila na začetku, logično, pa zdaj pred parimi dnevi enkrat, da dansko drži ful dolgo. Jaz vam zdaj tu ne bom povedala nekih specifikacij, jak se temu reče, ampak bom jih napisala nekje ob strani, kjer boste lahko videli. Napolni se preko v bistvu klasičnega USB priključka in pa dobiš tako malo baterijo, ki se pripopa na drugo stran in to je to. Pametna zapestnica tehta le 20 gramov in je odporna na prah in pa vodo. Zdrži pod vodo lahko pod vodo lahko daš do 1 metra, nekje tam, in pa zdrži okoli 30 minut pod vodo, torej lahko hodite na dežju, lahko se stuširate z njo, tam se ne rabite bati, če bi zašvicali ali pa če bi bil dež. Zapestnica ima pa tudi LED lučko, ki te opozarja, da si dobil neko sporočilo, pa da te nekdo klical. S tem, ko LED lučka se prižge, tudi zapestnica zraven vibrira. Torej, ko dobiš SMS, lahko si nastavite alarm, ki potem te z vibriranjem zbudi. Še kaj? Ne, mislim, da je to to. Torej, na 3 stvari. SMS-e ti pove, klice in pa alarme. Je pa tu en problem. Če si preveč oddaljen od telefona, se ti ne bo vibriralo oziroma ne bo te opozarjalo, da si dobil sporočilo, a pa te nekdo klical, zaradi tega, ker si pač preveč oddaljen in Bluetooth nima tako močne povezave. Da zamisli, da samo ta zapestnica ne deluje nadaleč, nobene zapestnice ne deluje nadaleč, razen tiste, ko malo SIM kartico poleg. Torej, gremo na aplikacijo. Aplikacija, kot sem rekla, se imenuje Color Band A1. Tam v bistvu potem vidiš vse te rezultate, torej koliko korakov si naredil, kako kvalitetni je bil tvoj spanec, koliko je jakost UV žarkov. Torej na začetku, ko aplikacijo odpreš, lahko nastaviš, kdo si, moški, ženska, starost, teža, velikost in potem ti zračuna, koliko korakov bi naj naredil. Mislim, da ti na posebej zračuna, ampak ti da dobesedno average je 10 000 korakov, pač priporočeno. Pa če imaš recimo ekstrem, da si neki profesionalec, imaš mislim, da več korakov, ali pa če si začetnik, imaš manj korakov. Jaz imam tisto, ko je 10 000 in logično na vsak dan to naredim, ampak meni je ful luškana aplikacija, res je ful lepa. Imaš 3 strani. Prva stran je za korake, kjer ti pove, koliko korakov si naredil, pove ti, koliko si recimo tekal in pa koliko si kolesaril. Kolesarjenje ne vem točno, kako deluje. Jaz sem večinoma do zdaj samo hodila z njo, tako da nimam še za tek ali pa za kolesarjenje, ampak ok. Pove ti, koliko si naredil korakov in pa koliko je to v metrih oziroma kilometrih. Pove ti tudi, koliko si pokuril kalorij in zraven ti še napiše, koliko je v bistvu to v hrani recimo. Druga stran je spanec, kjer ti meri kvaliteto spanca. Jaz ne točno razumem, kako oni to naredijo, zaradi tega, ker nima merjenja srčnega utripa. Torej ne razumem na točno, kak način to deluje in nikjer nisem zasledila, kako to naj bi delovalo. Kvaliteto spanca bom primerjala z pametno uro od mojega ata.
tu bom napisala ime, ker sem pozabila, kako se reče. Torej, dolžina spanca se mi zdi, da je bila približno nekje enako, ni bilo nekega ful razlike, šlo pa se v kvaliteti. Recimo, torej tisti dan, ko sem snemala, je bilo tak. Torej, tisto noč sem spala okoli 8 ur, zmes sem se zbudila, kar je ta zapestnica zaznala, kot da sem imela 2 uri pa 15 trdnega spanca, 5 ur pa 46 minut lahkega spanca in pa, da sem bila budna 9 minut, kar res je, da sem šla samo na WC, ampak dvomim, da sem bila samo 9 minut budna. Ampak mogoče sem dejansko bila. Ta zapestnica spanec združi, torej, če spiš po noči, pa se zmes zbudiš, pa potem spet greš spat, ti združi v eno. Medtem ko ura, pametna od Samsunga, ti zabeleži skupaj in potem lahko vidiš prve 3 ure in drugih 5 ur. Glede primerjave spanca, pač prvega spanca je dejansko samo 1 minuta razlike, tako da moram reči, da je to ful dobro zmerilo, glede na to, da tista pametna ura od mojega ATEA, torej Samsungova ura, ima merjenje srčnega utripa. Zdaj pa je razlika pa je v tem. Kot sem rekla, pri Huawei-ovi zapestnici sem imela večinoma lahki spanec, torej tam, ko v bistvu na glih dobro spiš. Torej ja, pri Samsungu sem imela okoli 96% učinkovitost, rečemo, in od tega sem imela samo okoli 1 uro pa 20 minut lahkega spanca in pa to, ko sem bila zraven budna. Pri Huawei-ovi uri pa sem imela 5 ur pa 65 minut lahkega spanca, pa samo 2 uri trdega spanca, teda ja. To je v primerjavi z dansko uro, ki ima srčni utrip. Ful dobro zmeri, kak ti spiš, ampak ne dansko kvaliteto tvojega spanca. To je zdaj ena mala pomanjkljivost. Mislim, je pomanjkljivost. Če hočeš ti videti kvaliteto tvojega spanca, ti ta zapestnica tega žal ne bo povedala točno tako, kot je, bo ti pa povedala, koliko ur si spal. Potem pa je še tretja stran, ki so UV žarki, kjer dansko zmeri jakost UV žarkov in ti pove high, low ali pa medium, se mi zdi, da torej visoka, nizka ali pa srednja moč. Tam ti pove, koliko SPF, ki jo moraš uporabljati, če rabiš dežnik, če rabiš sončna očala, če rabiš kako zaščito. Pač dansko zanimiva stvar. Jaz sicer je nisem uporabljala tolikrat, uporabljala sem v bistvu samo enkrat. Ta za tako, ko sem jaz, tega ne rabim, zaradi tega, ker itak se mažemo. Če si pa taki, ko je moj fant Lukas, te pa rabiš, ker on ne verjame v to in se ne maže, ampak tudi to ni video za to. Deluje pa tak. Greš na aplikacijo, klikneš zmeri, nastaviš to uro proti soncu, nastaviš zapestnico proti soncu, počakaš 5 sekund in ti zmeri, lahko to ponoviš. Kot sem že povedala med videom, sem si jaz to zapestnico dobila na neko vrsto po nesreči. Doma smo se pogovarjali in sem jaz ful bila tak, da mi gre ful na živce, da moj telefon ne zabeleži, koliko jaz korakov naredim, ker ga nimam pri sebi, ampak imam v omarici, ko delam, in da imam po na koncu dneva glih 500 korakov. In je moja sestra pa tako. Jaz sem imela zapestnico, pa smo tako mogli, jej, in potem se je dobra in se začela uporabljati. Torej jaz jo uporabljam predvsem zato, da vidim, koliko korakov naredim, kar je meni pač ful zanimivo. Zdaj, če se taki ljudje, vam bo to ful zanimivo. To je moja stvar in jaz jo obožujem. Izgled je meni ful taki clean, kar je meni recimo ful všeč, torej mala je, ni ful velika, luškano zgleda, pač ni moteča. Zdaj pa gremo na pomanjkljivosti te ure, kar bi jaz rada, da bi ta zapestnica imela. Če govorim ura, sorry, vem, da ni ura. Torej, kaj bi ta zapestnica mogla imeti? Govorim ura glih zaradi tega, ker hočem, da bi imela uro. Torej, ena stvar, ki meni ful manjka na tej zapestnici, je to, da nima ure, da ti ne pokaže, koliko je ura. Ker recimo, ko delam, ne morem imeti to pa še uro, ker mi čudno What? Ker mi pač čudno zgleda. Torej, to meni manjka in pa merjenje srčnega utripa, zato da bi lahko videla še kak kvalitetni je dansko spanec in pa predvsem zato, ker me dansko zanima, koliko imam jaz včasih srčni utrip. To sta dve stvari, ki meni ful manjkata, ampak te dve stvari so popravili v novi verziji in sicer Huawei Color Band A2. Problem je v tem, da jaz A2 nimam. Jaz bi to priporočala vsem, tako kot se nekako pač dansko to zanima, ampak če razmišljate, da si bi to kupili, vam jaz polagam na srce. In to zdaj pač priporočam, močno priporočam, da si vzamete A2, ki je v bistvu nova verzija, kjer imate uro in pa srčni utrip, ker se meni to zdi toliko boljše, pač daš malo več
ampak definitivno se splača, zaradi tega, ker to potem ti sploh tako realno zmeri tvojega spanca. Tako da bi jaz vam to ful predlagala in tiste še mislim, da na tač lahko še nekaj druge stvari delaš, ampak zdaj ne govorimo o A2, ampak govorimo o A1, tako da ja. To je to za danes. Če vam je ta video bil všeč, ga lajkajte, lahko spoj napišete, če hočete, na kaj bi jaz še delala review oziroma oceno ali kakorkoli. Upam, da mi je bil zanimiv, ker se meni ti videi dansko ful fajn. Jaz sem že od malega bila ful navdušenec tak tehnologije, pa to mislim, da vam to po mojem Mateju. Zaradi tega, ker moja tam ima kot se neka pametna ura, pametni telefon, kupil si je pametno kosilnico, ganem vse živo, kar lahko imaš pametno, imate pametno, imamo rolete na čas, sploh ne jih mi gor pa dol lečemo, ker grejo same gor pa dol. Je pa v bistvu moja prva ocena, tako da upam, da je bila dokaj vrejo. Teda se lahko naročite, bi mi ful dosti pomenilo, saj sem blizu 5000 naročnikov in ne morem verjeti. Ja, hvala, dio!